Ker enkrat, ko imaš ti ženo, ko imaš partnerja, moraš ti pol to osebo postavljati na prvo mesto. A To ne, je pol tvoja pač družina. ni pol ono, tako Ni družina. več mami, ni več, ja, ni točno več, to, ni več. A ti to resno? Merry Christmas, a ne čakaj, Happy New Year. To je Okay. bilo, čakaj, kako bomo začeli? Zdaj smo že začeli, to moramo vključiti noter. Zato, ker smo praznično razpoloženi, kupili smo še celo smrekco, pa se ni Vseeno- šlo. Nisem pričakovala tega. Merry Christmas. Ja, lej, treba je biti prazničen. Okej, Drugače pa prav. živijo, jaz sem Nina. Čau, jaz sem pa Maša. In to je nova epizoda podcasta A ti to resno? In ker smo decembra, končno, Tako je. veseli december je tukaj. Sem tako vesela, ker imam dopust, tako da zato sem vesela. Ja, jaz ga nimam, ampak sem še vsem ful vesela, ker se ful dogaja, dejansko tudi v službi, kar se dogaja, je ful zabaven. Imamo na Radiu 1, imamo 28-urni dobrodelni maraton, tako da that's good times. Pa tako, no, ne vem, meni je december itak ful dober, lučke so povsod, božič se bliža, kuhančki, Darila, darila. predvsem darila. to Ja, je- kako smo lahko to pozabili. Adventni koledar, vsak dan eno čokoladico. Ja. Jaz recimo adventnega koledarja nikoli ne delam, ampak maybe me boš ti napalila, ker si tako Ne, nahajpana za ta. adventnega koledarja se ne dela. Mislim, lahko ga tudi narediš, ampak adventni koledar je v bistvu kupaš, ne vem, v Mislim, v šparu. smislu, nikoli pač ga nimam, pa nikoli ne delam. A veš, kaj mislim, Nikoli ne odpiraš Tako, čokoladke ja. zjutraj pa tega. Ja. Debatirali bomo vse, kar je povezano nekako s prazniki, torej ne vem, kakšne družinske večerje, zabave, drame. Vse na to temo, tako da če imaš tudi kakšno svojo zgodbo, lahko komod. Tudi če nočeš, da jo v bistvu debatirava, lahko samo komentar zapišeš, tako da ne vem, deliš to z nama, s svetom, kakorkoli že. Z veseljem pokomentirava, Pa z tudi veseljem to. se pogovoriva o tem. Yep. Se pravi, sva pa v bistvu dobili tudi eno zgodbo ene najne poslušalke. Sicer ene stvari, ki se ji dogajajo v šoli. In jo je lepo prosila, če bi lahko mogoče to delili in malo prekomentirali. In tudi bova. Na Absolutno koncu. bova. Tako da to je kot neka ekstra nek bonus. Okay? Ja, nima sicer veze Ni z božičem, tematsko, ni ampak- tematsko povezana. Ja. Mislim, da jo morava izpostaviti, ker je tako lepo Absolutno. napisala, ful simpatična punca in ja. Okay. Okej. No, zdaj pa kar pojva na najne debate, whatever. Bom jaz kar začela, magara, prav? Okay. Okay, bom prvo zgodbo prebrala. Poslušam. Okay, to je ena tistih, sem kretenka, sem kreten zgodb. Okay. Se pravi, a bi bila jaz kretenka, če bi pospravila vse božične okraske v pisarni? Če Ja. bi hud stran. Jaz bi rekla, naj sem kretenka, ampak Grinch. Ja. Dajmo poslušati kontekst. Stara sem 30, samska, nimam otrok, prazniki mi niso najlažji, ker otroštvo ni bilo ravno čarobno, zato se zdaj ful potrudim z dekoriranjem. Za noč čarovnic sem vprašala šefico, če lahko krasim kuhinjski del in je rekla ja. Kuhinja je nek nevtralen teritorij, noben ga ne mot, jaz sem šla all in, pajčevine, mini nagrobniki, lebdeče sveče stropa, vsem je bilo kul, dokler me šefica par dni kasneje ne vstal in reče, da se je nekdo pritožil in da moramo se zdaj obnašati po pisarniških pravilih dekoriranja. Torej, brez stropov, brez sten, brez tal, brez hodnikov, brez tega, brez onega. Ostalo mi je torej 10% okraskov, vse ostalo sem morala pobrati. Volk me je gledal tako žalostno, kot da sem, ne vem, zažgala sirotišnico. Vprašam šefico, če lahko za božič okrasim po pravilih. Reče ja. Prišla sem malo prej, cel dan sem se ukvarjala s tem, ledene sveče sem zrihtala, hladilnike sem zavila v darilni papir, da izgledajo kot darila, škrate sem posadila na ročaje omaric, celo božično vasico sem ustvarila, izgledalo je magično, nisem mogla čakati ponedeljka, da vidim reakcije sodelavcev. No, in pridem v službo, pol stvari je strganih dol in vrženih na tla, na kup, stvari na omarah pobrane dol, zvezde enako, hladilnik je enako. En menedžer je ravno šel mimo in rekel čez ramo, nič na stenah, nisem vedela, da omare štejejo kot stene. Čez par minut pride moja šefica in še reče, da moram pobrati vse s tabel, ker bomo čez 2 tedna rabili prostor za neke družabne igre, ki so jih organizirali, lahko najdem drug prostor za okraske, spoiler, ni ga. Totalno sem obupana, nihče od sodelavcev ni rekel nič, niti o lepo zgleda, jaz sem pa samo hodila malo prazničnega vzdušja, vsi imajo partnerje, otroke, družine, jaz sem ponavadi zmer sama, nimam tukaj prijateljev za praznike, nič nimam, sem se pa zato vrgla v okraševanje, da bo vsem lepo. Zdaj bi najraje vse pospravila, ker imam občutek, da si tega sploh ne zaslužijo. A sem kretenka, če vse dol poberem? Ok, a lahko sam nekaj. Moje kontroverzno mnenje tukaj. Okay. Jaz, mogoče ene par procentov se malo strinja z njo, sočustvuje z njo,
ampak v veliki večini se pa ne strinjam z njo tukaj. Okay. Zaradi tega, ker kot prvo, kot sem jaz dojela, pač imajo oni nek omejen prostor, ne vem, 10% prostora se lahko ukrasi. Ja. In če greš ti zavit hladilnik v ta papir za okraševanje, mislim, kako je to lahko 10 sveče, ledene sveče visijo dol iz ne vem kje, celo vasico je naredila, ampak ve, da se pa lahko samo 10% prostora okrasi. Lej, sorry, jaz sem full fan Božiča. Ja. Jaz obožujem Božič, obožujem okraske, tako res mi je fajn, ampak se pa pač moramo zavedati, da vsi ljudje niso. Ja. JBG. Kar pomeni, da ti lahko doma svojo hišo okrasiš, kakor jo hočeš, ti lahko si napeleš 10 km v njih luč čez bajto, če hočeš. Točno to, ja. Ampak ko si pa ti v nekih skupnih prostorih, ki si jih deliš z različnimi ljudmi, ki jim pa mogoče to ni všeč, pa pač moraš biti malo tudi pozoren na njih. Sorry, Itak, to jaz tukaj mislim. Pa še vse je to neko delovno okolje. Jaz mislim, da ona mogoče malo kompenzira, zato ker pač nima nobenega doma, osamljena je več kot očitno, kar je žalostno. Razumem. Sam ne moreš pa zdaj ti iskati neke potrditve ali družine ali kakorkoli že pri teh ljudeh v službi. Ne vem, če že, ne vem, pismo, se mi zdi, da je sploh, kakor sem dojela, ne, to je v angleščini napisana zgodba, sem dojela, da je to neka Američanka. A veš, tam imaš veliko, recimo, tudi teh brezdomcev in vem, da za Božič recimo organizirajo prav te neke soup kitchens, kako se temu rečejo, kjer delijo hrano tem ljudem. Lahko mod, ne vem, pismo, te dekoracije odnese tja, pa jim tam pričara vzdušje, tam sigurno bojo cenili. A veš, kaj mislim? Imaš ful velik načinov, ne vem, tudi doma, konc koncev, tudi če si sama, ne vem, pa celo dvorišče okrasiš, zato da polka bojo ljudje hodili mimo tvoje hiše, jo vsi tako wow, če imaš slučajno hišo. Mislim, da je ful enih velik načinov, da ti lahko izražaš ta svoj Christmas spirit, pa ga bojo ljudje cenili in pač očitno to ni v službi, ker pa se je opozorili, rekli so ji lej. 10%, ona je pa naredila Christmas Village, ali kaj, pač neko vasico božično. Pač ne, sorry, lej, meni, če bodo rekli na šihtu, ne smeš postaviti smrekce, je pač ne bom. Če je meni to ful dobro, mislim, kaj sem jaz tukaj, bom si pa doma dve postavila za to. Točen to, ja. In pol je bila užaljena, ker pač ni dobila te neke potrditve, pa da ji niso rekli, wow, koliko si se potrudila, koliko je dober. In je tako malo, ja. Jaz se strinjam s tabo, ne deluje mi tvoje mnenje kontroverzno, ja. Mislim, kontroverzno, ja, pač sej marsikdo bi rekel, joj, pa kada jim je problem to za en mesec imeti te okraske gor. Sej razumem to, ne? Sam, a veš, vseeno, ja, pač ti te samo delaš, a ne? Žal, pač moraš se prilagajati različnim ljudem, a ne? Tako, kakor bi jaz rekla, da ne vem, polet pa meni ful sede prijeti v kratkih hlačah, pa če meni ne bodo na šihtu pustili biti v kratkih hlačah, ja pač ne bom prišla v kratkih hlačah. Ja, kaj pa boš, vse je to šiht, ja. Ja, pač moraš se prilagoditi, a ne? Ne vem, 100 ljudi to čudi, tako da ne more biti zdaj vse po tvoje. Točno to, ja. Pa tudi tako, ne vem, se pravi, vprašala je, a je kretenka, če zdaj vse dol pobere? Mislim, se jih moraš vse dol pobrati, a ne? Ne, mislim, to, kar je ostalo in je kao cool, a ne? A pač je kretenka, če zdaj še to pobere, kar je ostalo. Ma ne, da si kretenka, jaz bi bolj pač rekla, da si tako užaljena. A veš, kaj pač deluješ, mogoče rahlo otročje. Ja, točno to. Pač lej, nisi delala po njihovih standardih in zdaj si užaljena, ker ti pač oni rečejo, da si kršila neka pravila in da lahko ostane samo v njih 10% okraskov. Mislim, zelo otročje izpade, tako da jaz tega ne bi naredila. Še vsem tudi pač, kot smo rekli, to je neko profesionalno okolje, sodelavci, šefi. Realno nočeš lih tako izpast, bomo tako rekli, no. Ker nažalost, lej, načeloma jaz sem prva oseba, ki bo rekla, kaj te briga, kako ti izpadeš pred očmi drugih, kaj te briga. Sam po drugi strani pa ne vem, še vsem pri šefih mogoče, pa pač pri sodelavcih moreš malo tudi paziti na to. Pač ti moraš igrati po njihovih pravilih, a ne? Razen, če boš imela pa kdaj svojo firmo, pa nared tam celo božično vas. Drsališče noter, v pisarni, komod, ni panike. Sam pač, a ne, če pa ti delaš za nekoga drugega, pa ne vem. Ne gre to tako, ja, nažalost. Her company, her rules, tako bi jaz rekla. Ja, mislim, žal, jaz se pač tukaj ne strinjam s to bejbo. Ja, jaz tudi ne. Ampak sem vesela, kljub temu, da so prav polne tega prazničnega božičnega duha. Daj javi nam v komentarju, kaj pa ti misliš. Mogoče pa se kdo ne strinja z nama, ne, pa da mislijo, da oni bi pa res mogli, ja, malo stisniti zobe, pa pač se je še vsem božič, bla, 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 ne, ampak. Ja. Ok, jaz sem pa eno mičken drugačno, mislim, seveda tudi pač vezano na ta božični čas, ampak takole gre. Okay. S prijateljicami smo se že dlje časa dogovarjali, da bi božič preživele skupaj v koči v Švici. Lani nam je končno uspelo. Vseh 6 nas je potrdilo in vse razen ene punce smo že plačale vsaka po 300 evrov.
Le tista ena je imela stalne izgovore in prosila, če lahko plača šele po dopustu, ker trenutno nima denarja. Vse smo jo nekako razumele, ji založile ta denar in se kljub temu veselile skupnega dopusta. Dan pred odhodom pa smo dobile sporočilo, da je žal ne bo, ker je zbolela. Pa čak, rekla si, da so oni plačali za njo. Ja, mislim, založili so ji. Založili denar, Založili so ji, tako je. Sprva smo ji verjele in mislile, da gre za resno bolezen, a smo kmalu zatem na njenih storijih videle, da je šla smučat z eno drugo prijateljico. Ja, That bitch! ja. Ko smo ji to povedale, je še naprej trdila, da se je res slabo počutila, a je bilo potem malo bolje, zato je šla smučat. Vse skupaj se nam je zdelo zelo sumljivo. Najprej ni plačala koče, potem odpove en dan pred odhodom zaradi bolezni, nato pa jo vidimo smučat. Zdi se nam, da se potovanja sploh ni želela udeležiti. Kar bi razumela, če bi nam to povedala že takoj in bi tako me lahko iskale kočo za manj ljudi in potem tudi manj plačale. Zdaj zahtevamo, da nam povrne denar, ki smo ji ga založile, a ona pravi, da ne, ker ni bila tam. Res to nekaj, kar bi morale same kriti? Zanima nas tudi vajno mnenje. Ja, shit, ej, ta je smotana, zato ker res je, da je ni bilo tam, a ne, zakva bi pol plačala na nek način sam. Ampak po drugi strani pa sorry, mislim, ne moreš ti cancelat, ker ona tudi se pravi v vsakem primeru, ona bi pač mogla plačati, že tako so jo one založile. Ja. Ampak če ti nekaj cancelaš, mislim, sorry, ni pol fair, da to... Mislim, a veš, lej, pri letalskih kartah je isto. Če se jaz ne zavarujem, pa kupam neko letalsko karto in potem cancelam last minute zaradi, ne vem, mojih zdravstvenih težav, a misliš, da bo meni letalska karta povrnila denar? Razen, če bi to šla zdaj res dokazovati, pa da bi bilo nekaj tako, ali pa da bi imela plačano uno varščino. Ja, to je res, ja, pa še Ne to bodo je ful grdo, da je dejansko pol nekam šla smučat, pa ne vem kaj vse. Mislim, jaz že tako mislim, da pač ona ni imela namena iti, ker če bi imela namen iti, bi plačala. In se je mogoče s tem hotela mičken izmuzniti. To je tako slabo, jaz to tako ne prenesem pri ljudeh, a si lahko sam iskren, mislim pač reči, le ne sede mi, karkoli razlog, nima veze. Ona je bilo dejansko neki tok cnej najdle, recimo, manj keša bi šlo in ja, zdaj za brez veze so plačale za eno dodatno osebo, za eno dodatno sobo, za eno dodatno, če je ni bilo. In ja, to se strinjam. Mislim, jaz mislim, da tako, moje osebno mnenje, potem, kar sem jaz prebrala, je to, da ona mogoče že v štartu ni sploh imela namena iti, pa ne vem, ali je bilo bed reč ne, ali pač ni rekla ne zaradi bilo kjerga razloga, skratka, ni hotela iti že v štartu in se je pol probala malo izmuzniti, se pravi najprej s tem denarjem, kao mi lahko kakšna druga založi, da pač ona ne bi... slabo. Ja, je če slabo. Imela cel caj ta feeling, pa če mi lahko nekdo drug založi, to je tok šiti. Ja, ful bedno. Pač kaj to? Ful bedno. Mislim, to mi ima tako, to moraš biti iskreno, to moraš biti kar slab človek. Ja. To je pa tako že, a veš, ne rečem, da grdo. Če je res tako, ne, sam... Ja, jaz malo mislim, ker pol glih to, da en dan prej zboliš, je tudi malo tako Mislim, je pa možno tudi, da je res mislila iti, pa da je pač res rabila samo to finančno pomoč, pa ne vem, se iz časoma samo odločila, da me bi pa sploh noče iti, veš, kaj mislim. Ok, sam še vedno, pač, če ti že plačaš nekaj, če ti nekdo založi denar, moraš vsem pač tej osebi pol vrniti denar. Ne moreš ti kar plačati ali pa ti en zalaga in pol rečeš, zdaj pa jaz nočem iti. Ja, se strinjam, ja. Sorry, a ne, vse je to tvoja odgovornost. Ne glede na to, kaj je bilo, ali je to ona zanalašč naredila ali ne. V vsakem primeru jaz mislim, da ta denar bi mogla vrniti. To je res, ja. Druga stvar bi pa jaz tem babam rekla, da prvo kot prvo upam, da ste se imele najbolj na tem tripu, najbolj, in da jo pač nikoli več ne povabite zraven nikamor. Sej to, ja. Nikamor. Razen, če res, ne vem, vnaprej tudi ona vse pač plača in da ji gre vse po regalcih. Ne, sploh ne. Jaz sploh ne. Meni bi se toliko zamerila, da bi sam rekla, da je pač ajdeš. Mislim, ker sorry, to, da rečeš, da se slabo počutiš, da si zbolel in pol, ne vem, čez 2 dni primer, greš smučat nekam za eno drugo frendico, pol očitno nisi bil toliko bolan, če greš lahko smučat. Ker je to vse enkrat naporno, pa tam si na mrazu, pa to, sorry, to je res, ja, pa s tem, da to, da je prav skenslala tako potovanje, to bi moglo biti pol res bolna, veš kaj mislim? Pač jaz ne bi neki, točen to, jaz ne bi nečesa tazga Švica, ne vem, nekaj, kar smo se že zmenile, plačale, ne bi skenslala, razen če bi bila res čist, ne vem, vročina, 40, ja, pa če veš, kaj mislim. Ja. Tako da to je res, to je mogla imeti pol, če je bila sploh imela nek prehlad, bogi, ne. Ja, jaz sem mislila, da bolj to, ne, sam da pač zaradi tega pol cancelaš, pa veš, da je nekdo drug že plačal in založil zate in pa praviš, zdaj pa ne bom do tukaj keša. Ja, ne, to je taka frendica, da se je treba po mojem kar malo znebiti, iskreno. Tako pač, znebiti, zdaj vidiš, da je toksična, pa da se ne moreš zanesti na njo in to je najslabše, da se ne moreš zanesti na svojega kolega, to je nekaj najhujšega, ne. Mislim, sej vsak daj kiksne. Vsak daj kiksne, to je res, ja, ampak... Ampak odvisno je pa, kolikrat kiksneš,
pa na kakšen način kiksneš. Ker to je bilo res grdo. No. To je res grdo, pač raj scanceli, pa reči, ne, sorry, pač ne bom šel, kakor pa da res kaj takega narediš. No. Jaz bi to cancela. Zato jaz sploh več nič ne planiram s frendi, ker si ne upam. In pa ponavadi je tako, veš, zmeri, ko planiraš neka potovanja, taka daljša, no par dni prej zbolim. A resno? Ja. O, moj bog. Ali zbolim, ali imam takrat menstro, ali me takrat ne vem, kaj boli, ker me nikoli v življenju ni bolelo. Zmeri je tako, da pač, če so neka potovanja. Jaz pa razmišljam, meni se pa to še ni zgodilo. Ja. A res, ali kaj? Ne, dejansko ni. Tako v dominikansko, ko si šla. Ne, nikoli nobenih problemov. Nisem imela menstre tam. Ne, nisem imela, edino je škoj, pač takrat so se mi ful nekim akne so se mi naredile spet. No, vidiš, ja. Po dolgem času in sem tako tam itak skozi brez make-upa in sem imela tako malo take bolj rdeče ciste, ne. In sem tako pa pismo, toliko sem imela lepo kožo zdaj te dni in zdaj se odpravljam na potovanje, dobim neke te ciste, da tam zgledam, kaj je. Ja, ker tvoji možgani vejo, da greš na potovanje in so prav tako, dajmo jo zdaj zafrkam totalno, da na uživala tam glihuno enkrat na 10 let, ko gre. Sej sem še vseeno uživala, ni bilo toliko hudo, ampak jaz sem imela, sej ti to veš, vi ne veste, ampak sem imela par let nazaj kar borbe z aknami, tako ta cel del je bil tako rdeč, tako prav na teku, razumeš. In ful je zanimivo, ker jaz v srednji šoli, pa tako, ko sem bila najstnica, sem imela ful lepo kožo. Tako sem imela prav idealno kožo. Tako, če sem imela kakšen pimpel, sem pa tam, pa tako svetla se je, pa tako korektor sem uporabljala in to je to pudra nikoli. Pa ne vem, kaj je bilo, ker sem prišla do 20, se je vse šlo sam navzdol, razumeš. In pol kar te akne so se mi naredile in... Ker ponavadi imaš glih v puberteti, vsaj sem tak feeling, da ima folk v puberteti akne. Sej to, jaz kada sem imela eno pozno puberteto ali neki. Ja, res. Jaz sem bila že tako za svoje leta v srednji šoli ful zrela, tako ful bolj od mojih sošolcev. Tako da kada je za mano prišlo. Sam tako, nisem bila nič manj zrela, ker sem bila 20 stara, ampak to je te akne so bile pa katastrofa. Pa sem pa nehala piti kavo z mlekom in to mi je ful pomagalo. Sam povem. Ja. Ker sem pač, jaz sem pila, se pravi, ker sem študirala tudi, jaz sem pila najbolj toksično možno kavo, tako največ cukra, največ mleka. In pa sem se malo pozanimala in pa je to ful slabo za hormone. Lahko povzroča hormonsko neravnovesje. In to, kar sem jaz imela, so bile hormonske akne in jaz sem ful eni stvari probala, ampak pa ne vem, pa sem si pa rekla, da bom jaz za foro probala malo kave in je bilo ful težko drugače, ker sem bila res odvisna, pa dejansko sem imela glavobole, ker sem jo nehala piti, tako prav ja, res, telo se je moglo navaditi, to, ki je bilo hudo, ampak ja, pa s časoma so zginile. Zdaj jo sicer ne pijem, lih za to, a ne, pa tudi tako, pač iskreno meni kava zmer povzročala ful tako, srčni utrip mi je pospešila. Ja, valjda, ja, tako, ja, ful je bilo grozen. Zdaj jo pa na vsake toliko časa, no, če je res nuja ali pa kaj, jo bom. Zdaj so totalno zašle na akne, ampak je bilo povezano s potovanjem. Ne, pa se je, ja, pač lej, ti je koža takrat brstala. Ja, jaz pa zmeraj pa tako, veš, dobim menstro, glih, ne vem, 2 dni prej, ali pa ponavadi še na un dan, ko potujemo, ne. Ja. In pol sem jaz tam z unimi krči na umu letališču. Mene ful boli trebuh, jaz to ne bi mogla. Mene isto, pač jaz imam ful probleme. Isto tako, nekaj časa je bil Nalgecin, edina stvar, ki mi je pomagal pri teh menstrualnih krčih. Mene Nalgecin še zdaj, samo Nalgecin mi pomaga. No, jaz sem pa zdaj alergična na Nalgecin. Kako je to možno? Jaz sem tekli zadnjič te hotela vprašati, ko sem rekla, da si alergična. Kako je to možno? Ja, nisem bila alergična, pač normalno sem ga jemala cel svoj life, če sem ga rabila za pač te krče. Pa ne vem, kaj se pa začelo dogajati. Usta so se mi začela ful napihvati. Kylie Jenner sem lahko. Oh my god. Ampak sem pa hvaležna za to, ker sem dojela, da v lifeu jaz ne bi imela umetnih ust, ker mi tok ne pasala. A te nisem sedla? Ne, nisem sedla. Sej, tudi nimam želje potem, jaz sem čisto zadovoljna. Sam tako, zdaj vem za zik. To, pa se je pa začeli stopnjevati in to sem tudi za alergije slišala, da dejansko se lahko stopnjujejo. In pri meni je prišlo do točke, da sem pa že težko dihala. Ja, to se ti lahko po mojem tukaj, veš, kakšne dihalne poti, da se ti zaprejo. In je bilo prav strašno, je bilo. In ja, sem v bistvu dojela, da dobesedno par ur potem, ko Nalgecin vzamem, se mi to zgodilo in vem, da je Nalgecin kriv. Nisem se pa šla prav nikoli testirati, sem bila že nekaj zmenjena, sam pa nisem šla. Škoda, da mislim, vsaj to, da bi videla, ne, pa te lahko mogoče se za kakšne druge stvari testirajo. Sej moram iti, sej sem si rekla, sam jaz sem tudi glede teh zdravnikov, pa to sem ful sem neodgovorna, tako... Pač ne da se mi. Jaz še zdaj nimam svoje osebne zdravnice. Mislim pač, a ne moram si jo zrihtati sam. Ja. Ker, kaj ne, mislim, če so take čakalne vrste, pa ne da se, mislim. Ja, ta naš sistem zdravstveni pa tudi tu. Tema zase. Maybe bova imela, ne bova. Ona se reči 1 mesec zdravstvo sam. Ne, bolj da, mislim. Ne, sej tudi dolgočasno, kdo bi to poslušal. Noben. Ok, a gremo naprej? Ja, ok, zdaj smo reči zašli, skratka, zameni friend grupo, ni to v redu in to je to.
Ja, s tem lahko pač. zaključujem to, ne. Mislim, če imaš ti tako slabe frende v lifeu, to ti lahko toliko ene energije pobere. To, ti imaš že tako, se pravi, položnice, finance, služba, Šiht, ja. toliko enih skrbi in ti ne rabiš še ljudi okoli sebe, ki bojo črpali to energijo. Res iz ne tebe, rabiš. Rabiš ja. v bistvu ljudi, ki te napolnijo iz energijo, da lahko priješ do njim, pa se, ne vem, pa jim pojamraš, pa veš, da boš dobil to podporo. Točno to, Ne ja. pa, da te jo sam še bolj izmozgala, veš, Ja, tako. ja. Okay. A sem kreten, ker mami ne dovolim, da na božično večerjo pripelje svojega fanta. Okay. Okej. Jaz in žena prvič gostiva božično večerjo v najni hiši. Problem, mamin fant Janez. Skupaj sta par let, do mene je bil vedno ok, samo malo čuden in preveč prilepljen na mamo. Po poroki pa katastrofa. Mama je klicala ženo iz avta, mislila je, da je prekinila klic, pa ga ni. Žena je slišala Janeza, kako mamo sprašuje, če jaz dobro služim. Moja mama in Janez sta oba bogata, by the way. Mama ga vpraša, zakaj ga to zanima. Janez pa reče nekaj v stilu, mogoče izpade malo kreten, ampak njegova žena res ni lepa. Presenečen sem, da si ni našel kakšne boljše. Mama ga je na mestu nadrla, ampak škoda je bila narejena. Žena se je sesula, jaz pokličem mamo, eksplodiram, mama se je iskreno opravičila, Janez tudi, ampak ja, briga me. Žena ga ne želi nikoli več videti, mama pa pravi, da sva nepravična in bi mu morala odpustiti, ker se je iskreno opravičil in ni mislil, da bo kdo slišal. Da imamo tudi mi pogovore, katerih ne bi želeli, da jih kdorkoli sliši. Jaz sem rekel, Janez naj ne pride, mama pa naj pride, na koncu se je odločila, da bo raje z njim. Zdaj je cela familija jezna name, teta pravi, da sem nehvaležen, babica pa, da naj se žena sprijazni, da pač ni vsem lepa. Okej, se pravi, kakor sem jaz zdaj razumela, ta Janez, zmeri je Janez. Zmeri je Janez. Ja. Se pravi, Janez je imel najprej problem nekaj glede tega, kako on služi. Ne, ni imel problema. Bom malo bolj razložila, ker sem tudi malo brala komentarje, ki je ta še malo bolj razložil situacijo, ta fant, ki je to napisal. Janez in ta njegova mami sta oba pač premožna. In tudi ta fant, ki piše, ima načeloma dobro službo. In pač ja, Janez je sam vprašal, jaz sem mislil na foro kao, da on dobro služi, a ne? In pol je pač mami rekla, ja, sej dobro služi, a ne? In pol je on rekel, čuden, da si pol ni boljše najdu. Kao na to foro. Pa tudi rekel je, pa je tudi način, kako je to rekel, je bil tako zdaj iz angleščine malo smotan to prevajati, ampak pač v tem kontekstu, kao, da bi si realno lahko kupil boljšo še celo. Kao, ker ima to keša, ajš kakšno imaš ti, bo lahko na svojem rokavu lizo, ker imaš to gnarja. Okej. Moje iskreno mnenje. Ja, tvoje iskreno mnenje. Se pravi, vsak daj kiksne. Ja. Vsak daj reče kakšno stvar, ki je mogoče ni mislil, pa mogoče ni bilo glih najbolj prav in nekje kiksneš. Ampak neki so pač neke malenkosti, neki je pa, da ti prav rečeš, ja, ti bi si lahko boljšo najdu, kakšno imaš to žensko, le koliko imaš keša, kakšno bi si lahko kupil, dejansko, sorry, to pa ni neka... Kdo govori o ženskah, mislim, kaj kupil? Kada so neke materialne stvari. Ja, se nismo stvar. Dobesedno neke lutke, ki jih lahko tam kupuješ v izložbi, drugo pa... Mislim, mene to tako nespoštljivo. Sploh se ne znam predstavljati, da bi nekdo rekel mojemu partnerju, lahko bi si boljšo najdu, lahko bi si boljšo kupil, zakaj ti sploh si to žensko, le kašna si ti. Ja. Mene bi to toliko prizadel in hočem povedati, da to ni neka stvar, ki ti lahko rečeš, ok, pač to je bil nek kiks, si se mi upravičil, ti oprostim in to je to. Ali pa ne vem, da bi mogoče, ne vem, tudi če bi rekel, mogoče sam na foro, ne vem, tako pismo, meni se pa ne zdijo tako najbolj, ne vem, tako privlačna ali neki vizualno, neki to je še... Mene sploh, zakaj bi sploh to komentiral, pa kaj tebe briga, a veš, to je res, ampak tako, kakor je pač rekel, kakor je rekla mami, pač vsi imamo kdaj kakšne pogovore, veš, vsi kdaj malo upravljamo, pa komentiramo kdaj videz nekoga, ali pa ne vem, kogarkoli že, sorry, lažeš, če se delaš, da nikoli nisi nič rekel o videzu ene osebe, pa pač malo... Čak, samo mene to slučajno slišal? Lih to je fora, ja, ona dva sta kao že mami je mislila, da je prekinila pogovor, pa ga ni prekinila. Aha, razumem. In on je to tako komentiral mrtki med njima, ne bi on je v faco to rekel, ampak še vsem, zdaj problem je tukaj, da pač način, ko je to on rekel, v smislu, da si on lahko boljšo najde. To je tiskaj grdo, ker kaj pa je tudi ta njen sin, da si on zdaj lahko boljšo najde, kakorkoli že. Tako, veš kaj mislim, pa pač sej njemu je pa lahko najlepša ženska na svetu, sej vsi imamo svoj okus. Veš, eno je, da ti komentiraš zase, joj, meni pa ni, če tako že moraš dati komentar, zakaj bi se sploh šel to, sam po drugi strani, če že rečeš, ok, meni lih moj
ni moj tip. Ja. Ker se vsi imamo tipe, tudi jaz nam vsakmu všeč, ti naš vsakmu všeč, enemu boš pa najjača bejba na svetu. Ja, pač valjda. normalno, ne. In tudi tako, a veš, ta način, kako je kao njegova babica rekla, da naj se žena sprijazne, da ni vsem najlepša. Pa se ni to sploh se ne point. gre za to, pač Ne gre ja, se ni- za to, ni da to bi ona point. zdaj hotela biti vsem najlepša, Ja, ne. ja. Sam pač kakšen je to odnos, da sploh komentiraš na tak način. Od familije, mislim, lej, ker meni iskreno, meni čisto vseeno, če en na ulici pride do mene pa reče, ti mi pa nisi všeč. Ja, V redu, ni ja, panike. koga briga, Ampak ja. nekaj je to, nekaj je pa, da družina od tvojega fanta, ker tvoj fant valjda te pomeni vse na svetu Ja. in ti valjda tudi njegova družina nekaj pomeni in pač nekako njihov, kako naj to rečem po slovensko, approval. Ja, da pač odnos, ki ga imaš z njimi. Tako, ne. tudi pač odnos, ki ga imaš z njimi, in da ti pa to familija reče, joj, lahko bi si boljše najdole s kakšno žensko si. Pismo mene bi to ful prizdel. Meni toliko veliko pomeni ta odnos, ki ga imam jaz tudi z mojo familijo, ki ga ima moj partner z mojo familijo in ki ga imam jaz z njegovo familijo. Recimo isto, če bi moj partner bil nesramen do moje mami ali pa do kogarkoli v moji familiji. To je pa drugo, ja. Vem, da je to malo drugače, ampak tudi, pa če bi bil do mene najbolj prijazen, ne vem, če bi bila lahko. Ne, to tudi Pač jaz z ne. njim. Ne, jaz ne bi mogla prenašati, da se bi moj partner grdo obnašal do moje družine, pa to. Sam, če bi bila pa kakšna tako, ne vem, fura v smislu, da, ne vem, recimo, kaj se moji doma ne bi odobrili mojega fanta, zato ker, ne vem, ne zasluži dost, ali pa ne vem, zato ker, ne vem, iz nekega tako krenega banalnega razloga, a veš, ne rečem, ok, da bi on mene prevaral, pa da bi bili pol tako totalno, kvaj s tabo, kva še delaš z njim, to ja. Sam tako, da pa kar neki iskrenega, glupega razloga, da ga sploh ne poznajo, pa da kar neki komentirajo, jaz bi bila tako, meni bi bilo dosto vseeno. Pismo, ja, razumem, ampak jaz pa ne vem, no, jaz bi se ful zasekirala, ker jaz A taka, res? ker sem, Ampak tudi, če bi bil kren glup razlog. Ja, tako. pač po mojem bi se, no, res bi se, pa tudi če bi jim pol, ne vem, moj partner rekel, no, dej, lej, kaj ti govoriš, a ne, se lepo, da bi se zame postavil, ampak ne vem, mal bi mi bilo tako, faka, veš, tvoja familija mene ne approva tukaj. Ja, ja. Ni tudi nujno, da ima tvoja družina zmeri prav, ne? Vse to je, valjda, da ne, saj so tudi oni samo ljudje, veš. Saj vem, da ko smo mlajši, gledamo, ne vem, mogoče na starše kot na, ne vem, oči je zate tvoj vitez, mami je una kraljica, ka vse ve, ampak pa, ko pa odrasteš, tudi ti vidiš, če bi jaz recimo imela na tej točki otroka, jaz ne bi bila pol cajta kva delava, veš. Za otroka bi bila pa tam ena boginja, ki vse ve in zna. Ampak jaz zgubljena, veš, nimam pojma, kaj se dogaja okoli mene, a ne. Točno to, ja. Veš, kaj mislim? Tako da pol ne vem, isto tako, se jaz drugače poznam en tak primer, tako ena oseba blizu mene, glede vere, je bil pač tako spor v smislu, njena družina je totalno sprejemala pač tipa njenega, ki je druge vere, medtem ko njegova družina pa ful ni sprejemala zaradi njene vere. Okej. In je bilo ful nekega trenja in so mu konstantno govorili, kaj ti dela z njo, si normalen, bla, bla, to ne bo šlo skozi, ne bomo nikoli sprejeli, in se je on dobesedno odcepil od svoje družine, tako sploh ne govori več z njimi. Ja, jaz se s tem absolutno veš, kaj strinjam. mislim? Pač meni je to prav. Drugače to je, ne vem, a si gledala kdaj uno serijo, ne vem, a je na TLC ali kje, kjer je v bistvu mama ful ponavadi navezana na svojega sina in ne odobrava druge bejbe. Ženski, ja, to je doskrat tako. Ja, zato ker pač si ne želi, da bi se ta Mamin sin odselil ali sinko, kakorkoli. ja. In fulkrat vidim, kako je tem sinovom, tem moškim, težko se odcepati od svoje mami in bodo raj pustili svojo bejbo, ki je 10 od 10, super karakter, vse, zato da bodo pač ustregali svoje mamici. In meni to me pa je se tako ful ljudi nerazumljivo. takih, ful ljudi takih in zato je meni tako, če zvem za zgodbo, ker se pa nekdo dejansko postavi za svojo žensko, meni je to hvale vredno, Ne, pa občudovanja super, vredno. ja, to In se tudi mi zdi tukaj se super. mi zdi v tem primeru, da ta tip je res vsakemu čas, da si tako postavil za ženo, da je tako prav rekel ne, dobesedno nočem, da pride, tako da je neko to mejo postavil, ker se ona enostavno počuti toliko neprijetno. Ja, točno. In to je res vsakemu časta, ne. Pač, ker enkrat, ko imaš ti ženo, ko imaš partnerja, moraš ti pol to osebo postavljati na prvo mesto. A To ne, je da, pol da, tvoja ja, pač družina. ni pol uno tako Ni družina. več mami, mama, ni več, ja, ne, ni točno več, to, ni več. Vem, da marsikdo ima to mentaliteto, sam ne, pač to je zdaj tvoja družina, to je oseba, s katero boš ti mogoče nekega dne ustvaril družino, imel otroke. Kaj, a boš ti pustil kar tvoji matki, da konstantno ukazuje, pa govori, pa ne. Bolj se ne bi mogla tukaj strinjati. Zakaj se tako strinjaš? Pač se strinjam s tabo. Ne, tako se smečkaš, da razumeš. Ja, mislim, razumem. Pač se absolutno se strinjam s tabo. Z vsem, kar si povedala, je sveto. Pač to bomo pinali gor na Instagram, razumeš? Ja, absolutno. Pač ti, ko enkrat se ne samo celiš, ampak ja, ko si tako star in ko začneš iskati in ustvarjati svojo družino, ja, je to res tvoja družina. Ja, mora biti ene meje, veš kaj mislim? Točno to, Še vse ja. imaš valjda spoštljiv odnos z družino, pa tudi Logično. valjda imaš doma rad starše, pa vse
vse to, samo mora biti ena meja. In če ti vidiš, da se do tvojega partnerja, pa le ne rečem, okay, če se tvoj partner tudi gnilo obnaša, kot si ti rekla, da bi se grdo pogovarjal do tvoje mami, ali pa da bi te varal, to je čist drugo. Sam, če pa ni enega konkretnega razloga, kot naprimer vera, pa ne vem, da ne zasluži dost. Pismo lahko ne zasluži dost, pa je najboljši človek na svetu. Kaj je bolj pomembno, veš? Pa se tudi vera, sicer zdaj po mojem spet čisto zašli, ne vem sploh, če hočem zahajati v to. Ne, lej, debata je pač. Ampak vera, ne, jaz mogoče tega nikoli nisem razumela, zakaj dva človeka, ki se imata zelo rada, se ljubita, ampak sta druge vere, zakaj ne morata biti skupaj. A veš, kaj mislim? Tega, a ni veze, da ljubezen ne pozna meja. Kaj ima to veze? Sej to ne pomeni, da pa zdaj, ne vem, ti ne smeš več verjeti v svojega Boga, beba ne sme verjeti v... Ja, to je to kompleksno. To je fulje kompleksno, ampak tega nikoli nisem razumela. A veš, kaj je fora? Pač, to je tudi tako, a ne, kam imaš te situacije, recimo vojne, naprimer, ne. Ne vem, zdaj isto gledam Love is Blind, eno sezono. Vojne in pol ima Love is Blind. Sam primer. Pač, zdaj Love is Blind, to je na reality show, kjer se dve osebi spoznata, brez da bi se videla. In pač ne veste nič drugo drugem. No in dva sta se tako na ta način zaljubila, je pa fora, da je ona Indika, on je pa Perzic, ampak to je tudi ful trenja med Indijo in Perzijo. In isto tako, a ne, isto pač v smislu, ona je rekla, da je njej totalno navaden, on je tudi navaden, sta zelo tako pač progresiv pa vse, sam Indijci so pa ful glede tega občutljivi, a ne, in njega ful skrbi, kako bojo zdaj njeni starši to sprejeli. Gre se bolj za to, kaj te družine, ki so to recimo doživele, isto ne vem, kaj jaz vem, muslimani pa Srbi, a veš, vojna pa to, a ne, naprimer, pač to so oni doživeli in oni, ne vem, so ponotranili to neko sovraštvo, nažalost. Jaz to čist razumem in grozen je drugače to gledati, res je grozen, ampak da pa ti ne pustiš oziroma ne prvoščaš nekim mlajšim generacijam, ki v bistvu s tem nimajo nič veze, in se imajo samo radi in da jim ne prvoščajo, da bi bili srečni, tudi če je to za eno osebo druge vere. Itak, Tega pa ne vem. Žalostno je ful. Res, kaj ima ljubezen tukaj s tem? A veš, se ni tako, kot da bi pa ona zdaj spremenila vero ali pa da bi on spremenil vero. A veš, kaj mislim? Vem, ne gre se za to. A veš, se tudi te običaji verski, ki jih imajo različne verske skupnosti, se jih ne rabita praznovati skupaj. A veš, sploh jih ne rabita, mislim, če se imaš rad, Itak, se imaš rad. In mogoče tega res nikoli nisem razumela. No. Se je mogoče malo kontroverzno za marsikoga, ampak zdaj, ko sem bili glih pri tem... Sej vem. Sej je ful je kontroverzno, pač ful občutljiva tema, ful kompleksna in ja, ne vem, meni ljudje to tako ponotranijo, to čutijo, to neko sovraštvo, sploh če so se znajdeli v nekem vojni situaciji ali kakorkoli že, da so živeli takrat, da so, a veš, doživeli, videli ene stvari in pol. Ampak ja, to je ful slabo, da pol kar nekak cel narod... Ni fair, da na vse generacije potem... Ne samo cel narod. Človeka moraš obsojati na podlagi tega, kakšen človek je, ne pa na podlagi njegove preteklosti, pa iz ki je, pa kaj je, pa tako, ne. Ampak dobro, daj. Zdaj so po mojem, zdaj so sploh, ne vem, meni so všeč take debate. Sej to mi, javte nama tudi vi, kaj si o tem mislite. Sam meni je dejansko pri najnem podcastu pa debatah mi je všeč to, da malo zaideva kdaj. Zato, ker lahko iz ene take stvari, ki je mogoče totalno povezane, ne vem, zdaj so se o Božiču pogovarjali, nekako najdeš to eno točko, ki je povezana z religijo, pismo, pa se začneš o tem pogovarjati. In ne vem, tako ful je kul, da, ne vem, no, sej... Da malo skačejo. Ja, da je relatable tudi, ne. Odpirajo teme dejansko tudi sproti. Točno to, tako da meni je to ful cool. Javte tudi so vi, a ne, če vam je to cool, ali bi radi videli, da se malo bolj drživa teme, tako zelo, veliko bolj strogo, bomo tako rekli. Točno to. Ja. Okej, zdaj pa v bistvu, ker sva že skoraj pri koncu najne epizode, kakor sva rekli že na začetku, bi zdaj v bistvu omenili oziroma prebrali eno zgodbo od najne poslušalke. Ja. Zelo lepo nama je napisala, čeprav, kakor sva že rekli, nima veze z Božičem, si res želiva še to malo predebatirati in se mi zdi, da se tudi zasluži. Tako je, ja. Iskreno, ni nama je še uspelo vprašati, da je v redu, če omenva njeno ime ali ne, tako da ne bova. Prav. Ne, raj ne, za vsak slučaj, ona že ve, kdo je in to je to. Pa by the way, način, ko je ta punca to napisala, mi zelo simpatičen, samo to, da veš, da res cenva. Se pravi, živjo Maša in Nina, redno gledam in poslušam vaš podcast, A ti to resno in Res tam je zakon. Rada bi z vama delila svojo zgodbo, prihajam iz Srbije, ampak živim že 6 let v Sloveniji. Od začetka tega leta me v razredu zafrkava Alex, zaradi mojega govora, vedenja, vedno, ko se zasmejim, kaki slovenski fori reče nekaj v stilu, kaj se pa ti smeješ, se itak ne razumeš, o čem govorimo. To sporočilo lahko, če želite, vključite tudi v podcast, ker mogoče pomaga še komu, ki doživlja kaj podobnega, pa bi res rada tudi slišala vajino mnenje, ne vem več, kaj
kaj naj naredim. Naj tiho prenašam provokacije ali naj povem razredničarki. Pa ima pa klele še en predlog za naju, ki nama je v bistvu tudi zelo všeč. Imam pa še predlog za podcast, mogoče bi lahko naredili segment najstniške muke, ker se mi zdi, da je vedno več najstnikov, ki ne govorijo o svojih občutkih, ker nimajo nikogar, ki bi jih poslušal. Vidve sta pa ravno taki osebi, ki razumete ljudi v vseh situacijah in zakaj včasih naredijo določene stvari. Hvala vama za vse in lep pozdrav. Kako lepo, res. Pač smo že dobili sporočila, pa tako zgodbice, pa to sam način, ko je pa ona napisala to. Sploh da je nekomu všeč ta podcast, pa se ne pravim, zakaj ne. Ampak tako, res je lepo, ko dobiš nek tak feedback, neko tako pohvalo. Sploh ene take mlade punce. Pa da naj posluša, pa da so všeč najne zgodbice. Pa še predlogi dodala, kar tudi zelo cenva, ker vsak predlog res prav pride. Dejansko bo razmislila o tem, da bi imela tako nek prav poseben sklop, ker se strinjam. Koncu, tudi jaz, ko sem bila najstnica, pismo bi kdaj rabila, mogoče kaj tazga, če sem čisto iskrena. Tako sam da slišiš ene tudi mlade, malo starejše punce, kako kaj debatirajo o svojih izkušnjah, ker vsi smo to že dali skozi. In ja, zdaj pa na tvojo situacijo. Kar se tiče zgodbice, zdaj jaz bi rekla tako, absolutno ni prav, da se take stvari potlačijo. Da jih imaš vse, ali bi šla do razredničarke ali ne, bi rekla sigurno 1000% da ja. Res je pravilno, da greš do razredničarke. Tako je, kar se tiče tega bulijanja oziroma zafrkavanja v šolah, je tako, kakšne stvari težko sami predelamo. Zato je prav, da imamo starejše osebe, starejše ljudi, ali zaposlene v šoli, ali tvoje starše, ali kakorkoli, da se lahko z njimi pogovorimo, predebatiramo in da potem skupaj probamo rešiti to situacijo. Ja. In prav je, da to poveš, prav je, da se o tem govori, zaradi tega, ker take stvari absolutno niso normalne. Ni prav, da te nekdo zafrkava, tudi če to ni zdaj neki ne vem kaj, mislim, se vsaka beseda boli, vsaka stvar boli. Ja, res je. In zato bi absolutno rekla, da je to prav. Jaz recimo tudi v osnovni šoli me je, sicer o tem še nisem tako govorila, no, ampak v osnovni šoli me je ena starejša punca, ena devetarka, ful zafrkavala. Resno. Ampak tako res. Koliko si bila pa ti, kje razred si bila pa ti? Mislim, da sem bila 6, glih prišla sem na to višjo stopno, ona je bila pa 9. razred in vem, da mi je, pač klicala me je ena salama. Ja, ful je bilo bed. Jaz sem bila pač odmeri čabi. In tudi tako, imela sem mogoče malo probleme s svojo samopodobo in s tem, kako izgledam. In to, da mi je potem ena punca, toliko starejša, govorila neke take stvari, ki so še bolj prizadele mojo samopodobo. To me je ful prizadel in takrat moram reči, da najboljša stvar, ki sem jo lahko naredila, je to, da sem šla najprej do moje mami, sem se doma z njo pogovorila in potem sva šli z mami skupaj do moje razredničarke, sva se z njo pogovorili in se je potem pač moja razredničarka še z njo pogovorila. In od takrat naprej je bilo redo. Ene stvari več nisem slišala, razen to, da pol v srednji šoli mislim, da je že imela otroka. Aha. Okay. Toliko o tem. Ker ponavadi, hočem povedati, da ponavadi tisti buliji, ki se najbolj zafrkavajo, niso neki perspektivni mladi ljudje, ki bodo ne vem koliko napredovali v življenju in bodo ne vem kaj. Mogoče zdaj v osnovni šoli se jim zdi, da so oni bogi batina. Točno to, in sploh, ne. V bistvu pa pol srednja šola, če jo sploh dokončajo, pa vidiš, da to je res, ja. Tako, no. To je res. Tudi jaz sem imela v osnovni šoli enega fanta, v bistvu, s katerim so se dobro razumela najprej, ampak on je bil pa tisti alfa, na nek način najbolj popularen, najbolj ne vem, samozagleden. In jaz pa se mu ful nisem pustila, tako v smislu, sej mene ni on nič hecel, v smislu, da bi se norca delo iz mene, da bi me bulil. Jaz se, kakor pravim, sem se čisto v redu razumela. Sam nisem mu padla pod, a veš. Nisi se mu uklonila. Nisem se mu uklonila, tako. Ja. Tako, jaz sem bila dosti ni me ganil, meni tudi ni bil všeč na ta način, nisem sploh tako. Pa tudi enkrat je bila še situacija, da je tudi nekaj samo tako, ki je nekoga je hecel v razredu in sem se izpostavila za to osebo, ker to sem tudi že povedala v prejšnjih epizodah, jaz sem se to doznala. In to mu ful ni bilo prav, da se je nekdo njemu na ta način uprl in pol je začel tudi mene zajebavati, je tudi mene na nek način začel bulijati. Sam jaz se mu nisem pustila in ni imel tazga efekta in tudi pol nikoli nisem šla do razredničarke, pa to, ker jaz sploh ni me sploh to ganili, iskreno. Odvisno, kakšna oseba si sej to, točno to, če tebe to toliko gane, pa da se toliko sekiraš zaradi tega, ker vidim, da se ne, pojdi do razredničarke pa pogovor se, ker s takimi ne moreš sama razrešiti tega. Pa tudi najslabše na svetu je, se mi zdi, vsaj pri sebi, tudi jaz sem tudi drugače čustvena oseba, to s tem fantom je res taka izjema, drugače jaz sem tudi čustvena, ampak tako samo v smislu,
najslabše, kad ti v sebi zadržuješ te stvari, ker en dan boš sam eksplodirala. Veš, kaj Točno mislim? to, Pismo ja. na koncu ga boš udarila, pa boš ti dobila en ukor ali neki, pa boš ti tista ta grda, ki ga je udarila. Veš, kaj mislim? To hočem povedati, ker meni se tudi že kdaj zgodi, jaz še v sebi zadržujem stvari, jaz sam počem in pol ni dobro za nobenega. Ja. In moraš res povedati to in noben ne bo, ne te slučajno ne skrbi to, da na te gledajo kot na toži babo, pa kot na ne vem kaj. Ti moraš kle nase misliti, okay? Točno Gre se za to, da se ti dobro počutiš, da si ti sproščena tam in to nikoli ne boš, če bo on to s tem nadaljeval. S tem, da tudi vsaka čast, sploh že to ti moram tudi poklone, prišla si sem iz Srbije, to ni lahko, da prideš v eno novo državo, da se moraš poznavati nove ljudi, učiti nov jezik in si lahko izredno ponosna sama nase že sam zaradi Točno tega. to. Tudi moji starši so sem prišli iz Banja Luke, moja mami sem prišla ekstremno mlada, mogla se vse sama naučiti in jaz še zdaj toliko spoštujem in vse ljudi, ki grejo nekam pa začnejo novo življenje na ta način, toliko spoštujem in tako da bod ponosna sama nase, Točno glavo to. gor, res ti veš, kva si, kdo si in to je najbolj važno, veš, kaj Točno mislim. to. Ne se precikirati zaradi tudi mnenja enega mulca, pač to dječja posla. Že to moja mami rada reče. Točno to. Pač ja, lej, točno to, no, jaz se tukaj strinjam. Ok, jaz mislim, da smo lepo zaključili to epizodo. Hvala za to zgodbico. Jaz upam, da smo ti mogoče vsaj mičken pomagali, oziroma da ti to bo pomagalo. Definitivno nama javi, kako bo. Bova spremljali, javi nama, če bo vse v redu, če ste zrihtali z razredničarko. Ja, če karkoli še rabiš, kakršenkoli nasvet, pa to pač nama pa povej. komot Midve zdaj napišeš. daleč od tega, da bi bili neki profesionalki, sva pa tudi midve že marsikaj doživeli, tudi v osnovni šoli, srednji šoli, s prijatelji, z komarkoli že in lahko sam na podlagi najnih izkušenj Tako. mogoče tudi kaj Če svetujeva lahko pa. pomagava, Ja, z veseljem bova. tako. Ok, tako bi pa v bistvu midve tudi zaključili to najno prvo decembrsko epizodo. Ja. In to je zaenkrat to, kot smo rekli, če imaš mogoče kakšno zanimivo zgodbo, še nama napiši, z veseljem predebatirava, tako kot sva to. TikTok, Instagram, mail, a ti to resno podcast@gmail.com, lahko tudi klele na YouTubeu, na Spotifyju, kjerkoli Tako. gledaš. Drugače pa ja, to redko kdaj omenjam, ampak ja, se pravi, te epizode najne lahko najdeš na YouTubeu, Spotifyju in Appleu, s tem, da na Appleu je samo zvok. In na Spotify tudi. Ne, na Spotifyju je tudi video. Kva? Ti ne veš tega! Pa se Oh jaz my God. uploadam to. Ja, Ampak video. jaz uploadam zvok, ni Ne, ne, video. video. Uploadala to. Če sem že gledala na A si gledala Spotifyju. FX Ja, video? video. Okay. Never mind. Je video, ampak lahko pa preklopiš, da je samo zvok, kar je dosti kul. Kar pomeni, da naj lahko tudi med šihtom, če imaš beden šiht, slušalkice noter, naj lahko mod poslušaš, Točno to, ja. kako 1 uro tukaj jepava o svojih problemih. Ja, pa se veš, subscribe, follow, mogoče res tebi ne vzame veliko časa, sam nama je pa kar pomemben, tako da, če se le da. Ful. Tako Ja. da se vidimo v naslednji epizodi. Se vidimo, čau! Čau. A ti to resno?